Spoštovani zdravi, lepo pozdravljeni, dober dan v imenu tako civilne iniciative Prevodimo Slovenijo kot Slovenske matice na tokratni razpravi na temo, kdo ogroža slovensko identiteto. To je vprašanje, ki smo si ga zastavili skupaj in o njem bodo spregovorili eminentni gostje, a predtem prosim za nekaj misli predsednico civilne iniciative Prevodimo Slovenijo, gospod Vlasto Toreša-Rus. Ja, prav lep, dober večer. Sem vesela, da ste v tako velikem številu prišli. Pozdravljam vas v imenu civilne iniciative Prevodimo Slovenijo in seveda Slovenske matice, s katero smo združili moči, da bomo spregovorili o tej zelo pomembni temi. Namreč to, kar se dogaja pri nas, je včasih, bi rekla prav, deprimirajoče. Spomnimo se razmer v šolstvu, kjer ta država ne zna poskrbeti, da bi se otroci integrirali, kakor je treba. Spomnimo se razmer v zdravstvu, kjer prihajajo bolniki z prevajalci. Mislim, da vse to terja pogovor. Danes, ko sem se pripravljala na te uvodne besede, sem se spomnila tudi enega stavka in sicer, kaj bi en mlad človek, torej naši mladi so zelo, bi rekla, kozmopolitsko nekako orientirani, kaj bi odgovoril, če bi mu postavil čisto elementarno vprašanje, kaj tebi pomeni identiteta, a ti kaj pomeni ali ti ne. Seveda, tile naši mladi ljudje so orientirani, se pravi, bi rekla tako svetsko, hodijo ven študirati in potem kasneje se mogoče vračajo ali se pa tudi ne. Ampak, glede na to, da je tudi pri nas prirastek naravno tako pičel, bi rekla, je vprašanje, kaj bo z nami Slovenci. Jaz vas vse zelo lepo pozdravljam, še enkrat, in seveda ne bom zgubljala besed, ker imamo tukaj eminentne goste in jih kar prosim besedi vabim. Hvala lepa, Vlasta, za pozdravne besede. Veseli nas, da so danes z nami gospod Milan Knep, dr. Vanja Kočevar in pa doktorica Ignacija Fride-Djarc, ki je tudi, bomo rekli, kar šefica tukaj Slovenske matice in jo bomo prosili kot sogostiteljico za nekaj uvodnih besed. Seveda bomo z veseljem prisluhnili potem tudi vašemu predavanju. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli vsi tukaj na Slovenski matici. Na Slovenski matici, kjer so se že pred 160 leti spraševali, kaj je pravzaprav to, kar nas povezuje v enotni prostor, nekako enotno narodno srce. Takrat so zapisali temeljna ustanovna pravila Slovenske matice, da je tista, ki ljudi veže svojo skrbjo za slovenski jezik, za slovensko knjigo, za slovensko kulturo in slovensko znanost. Prav je, da potem, ko smo lani praznovali 160-letnico Slovenske matice kot najstarejšega delujočega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva, ponovimo vprašanje vseh teh naših častitljivih prednikov, naših duhovnih očetov, ki so nam zapustili sporočilo o tem, da so se morali pred samo 160 leti boriti za to, da bomo imeli učbenike v slovenskem jeziku, da bomo lahko krepili svoj slovenski znanstveni jezik, da bomo lahko izdali tudi knjige z zahtevnejšimi vsebinami, ki preiskujejo slovensko zgodovino, slovenski živelj, tudi seveda slovenski prostor, ves, ki ga slovenski narod poseljuje. In zakaj se moramo danes, ko tako rekoč se soočamo z samo oklicano novo dobo, ki je nenazadnje
nova tudi v tem, da je digitalna, še vedno spraševati o tem, kaj je pravzaprav naša narodna slovenska identiteta. Mar vsi ti naši modri možje niso uspeli odgovoriti na vsa ta vprašanja, mar nam niso uspeli dati nekega tako etičnega, kot tudi estetskega in seveda kulturnega in znanstvenega kompasa, ki bi nas vodil od včeraj k jutri. Dejstvo je, da se seveda v času, prostor nenehno spreminja. In dejstvo je, da se tudi vprašanja spreminjajo, a nekatera zaradi naše vrojenosti, skupne povezave v slovenski jezik, ostajajo temeljna, ostajajo vedno enaka. Zato smo zelo veseli, da smo se zbrali tukaj na Slovenski matici in si vprašanje, ki so ga zastavljali pred 160 leti, ko so Slovensko matico ustanavljali, postavimo znova in znova in znova. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala seveda civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo za vzpodbudo, da takšno okroglo mizo in razpravo organiziramo. Želimo vam, da se seveda počutite tukaj v naši dvorani in tukaj v tem prostoru, v katerem čutim, kako živi in diha med nami, neka skupna vez slovenstva, da se torej tukaj počutite kar se da lepo. Hvala lepa. In veseli smo, da nas že drugič gostite. Pred dobrim letom smo tukaj razglabljali o slovenskih medijih, tudi z direktorico nacionalne televizije in mislim, da jo bomo v letošnjem letu morali pobarati za vse tiste obljube, ki jih je prav v tej sobi dala pred dobrim letom. Toliko, spoštovani gostje, kako bo potekalo in zbrani naše srečanje. Najprej bomo prisluhnili 15-minutnim uvodom vsakega od naših gostov. Nato bo priložnost za vprašanja in nekaj vprašanj si bom sicer zapisal sam, ampak tukaj vidim precej zanimivih glav in verjamem, da bodo vaše vprašanja bistveno boljše od mojih, zato bomo kar začeli z gospodom duhovnikom Milanom Knepom. Gospod Milan Knep je tudi član civilne iniciative Prebudimo Slovenijo, je duhovnik že več kot 40 let. Božja previdnost ga je v vsakem obdobju življenja, kot sem lahko prebral, postavila na mesto vsakokratne človeške zrelosti. 15 let mu je bila zaupana pastorala mladih, 13 let je bil župnik v Ljubljana Mostah, zdaj pa duhovni pomočnik v Ljubljanski Stojnici in tajnik, ali to še drži, škofijskega katehetskega urada. Je eden vodilnih katoliških mislecev, pisec mnogih člankov in duhovnih misli. Je tudi avtor številnih knjig, med katerimi je zbirka esejev, ki izvira iz njegovih nedeljskih premišljevanj Božje besede. Pred tem je objavil tudi eseje o križu. Gospod Milan Knep, prosim. Dober večer, hvala za to prijazno predstavitev. Na drugo adventno nedeljo po sveti maši so v stolno zakristijo prišli trije dečki, stari 4, 6 in 8 let in prosili za liturgične listke. Najmlajšega sem vprašal, kaj bo, ko bo velik. Čebelar je bil njegov odgovor. Na enako vprašanje je 6-letnik njegov brat odgovoril, jaz bom kmet. 8-letnik pa je dodal, tudi jaz bom kmet. Ti trije dečki imajo očeta katoličana, ki nima težav ne z identiteto moškega, ne identiteto očetovstva. Stoji trdno v tem, kar je. Je zvesti mož svoji ženi, skrben in trden oče svojim otrokom in ponosen kmet. Njega ne bega feministična gonja proti patriarhatu,
ne blebetanje o tem marksističnem obrazcu za razlago družbenih razmerij. Oče teh dečkov gre vsako nedeljo k župnijski maši, da poživlja svojo vero in pripadnost župniji, lokalni skupnosti in, kar je posebej pomembno, pripadnost državi Sloveniji. Zato se ne pusti izbegati pomekuženim globalistom, ki ga zato, ker je kmet, pomilujejo in podcenjujejo. On ve, kje mu je mesto in kje je izvir njegovih moči, da dela, ljubi, vzgaja in proizvaja. Nedolgo nazaj se me je globoko dotaknilo vprašanje natakarice v preprostem baru v neposredni bližini Broda na reki Muri. Med kratkim pogovorom me je vprašala, če vem, koliko let so bili predmurski Slovenci pod madžarsko nadoblastjo. Odgovoril se mi, da vse od časa svetega Štefana I. naprej. On je umrl 1038. Natakarica je dodala, kar me je zelo presenetilo, Madžari so bili naši gospodarji 900 let. Štefan I. je bil, kot vemo, kronan za madžarskega kralja leta 1000 in to na božični dan, podobno kot Karel Veliki 200 let prej. Tu gre torej za 1200 let trajajoči slovenski katoliški kontinuum. Med Slovenci v Panoniji v 9. stoletju in Slovenci, ki živijo v Prekmurju in v Porabju danes, obstaja neprekinjena kontinuiteta. Slovenci smo bili skupaj z Avari v širokem pasu Srednje Evrope navzoči že vse od odhoda Langobardov v Padsko nižino leta 568. Odločilnega pomena za nas obstoj je bilo obdobje prvih slovenskih krščanskih knezov, Boruta, Gorozda in Potimirja, nekako med leti 745 in 769. O tem govori sloviti salzburški dokument Conversio Bago Ariorum et Tarantonorum iz leta 870. Dr. Franz Grivec, največji raziskovalec in poznavalec delovanja svetih bratov Cirila in Metoda, je pokazal na notranjo povezanost krščanstva in slovenstva v Panoniji, v Porabju in Prekmurju, vse od knezov Rastislava Pribine in Kocle v 9. stoletju, pa vse do danes. Tem trditvam o skoraj 1300-letnem slovensko-krščanskem kontinuumu, kot sem ga ravno kar fragmentarno navrgal, nekateri zgodovinarji leve provenience močno nasprotujejo. Tisti, ki zgodovino razlagajo z obrazcem razrednega boja, postavljajo ozaveščeno slovenstvo nekako v 16. stoletje, ko so se protestanti uprli katoliški cerkvi. Slovence naj bi torej konstituiral protestantski upor. Pred tem uporom naj bi nas tako rekoč ne bilo. Vsa zgodovina Slovencev pred tem naj bi bila bolj ali manj mit. Z omenjenim marksističnim obrazcem ni mogoče razložiti, zakaj smo Slovenci kot krščanski narod obstali v širokem pasu Srednje Evrope vse od 18. stoletja pa do danes. Jasno je namreč, da je bil prav sprejem katoliške vere temelj našega obstoja in ne upor proti katolištvu. Na poseben način nam to dokazuje usoda naših tedanjih sopotnikov Avarov, ki so bili vojaško močnejši od naših slovenskih prednikov. Ker se avarski knezi, ki so bili vojaško močnejši od nas, niso odločili za katoliško vero in krščanski kulturni model, se niso mogli integrirati v srednjeveški fevdalni družbeni red. Z zavrnitvijo krščanstva so si Avari podpisali uničujočo obsodbo. Združene vojske Karla Velikega so jih v vojnih pohodih ob Donavi leta 796 dokončno porazile in s tem njihovo narodno in kulturno identiteto trajno izbrisale iz zgodovine. Kdo ruši slovensko katoliško identiteto? Sam mislim, da tisti, ki spodkopava katolištvo. Bom kratko ilustriral. Če bi bilo katolištvo kot temelj katerekoli narodne identitete dvomljive vrednosti, se denimo Merovin Klodvig, prvi francoski kralj, ki je pod eno krono združil številna frankovska plemena,
okoli leta 500 ne bi odločil za krst. Uvidel je, da je germanska mitologija inferiorna v odnosu do krščanskega kulturnega modela, ki je vase integriral grško, rimsko, judovsko in krščansko izročilo. Francozi so bili tudi vsa nadaljnja stoletja pragmatični do te mere, da so leta 1309 Sveti sedež, tedaj najmočnejši inštrument za obvladovanje evropske politike, enostavno ugradili in prenesli pod svoj nadzor v Avignon. Tam so mu nudili v servis, vendar so oni izbirali kardinale in papeže. Dobrih 400 let pozneje, ko Francozi papeža niso več potrebovali, je Napoleon nemočnega papeža Pija VI. Na silo odvedel čez Alpe v Grenoble in slednjič v Valence, kjer je leta 1799 umrl. Napoleon je nato onemogočil izvolitev Pijevega naslednika. Po skoraj enem letu so v nekem beneškem samostanu sklicali okrnjeni konklave in izvolili Pija VII. Ker Pij VII ni pristal na Napoleonovo večletno izseljevanje, je bil tudi on nasilno odveden v Francijo in zaprt v sloviti trdnjavi Fontainebleau. Od tedaj naprej v Evropi katolištvo pod pritiskom liberalizma, socializma, komunizma, fašizma in nacizma ne sme več biti kulturna podstat. Načrtna agresivna slabitev katolištva na Slovenskem, seveda poleg drugih dejavnikov, neposredno vpliva na katastrofalno demografsko situacijo. Leta 1923, ko nas je bilo približno 700 000 manj, pa v večini katoličani, je bilo v Sloveniji rojenih 40 100 otrok. Lani se je v naših porodnišnicah rodilo samo še 16 735 otrok. Uničujoče posledice globalizma. Globalizem je poznala že antika. Prva knjiga Makabejcem, v prvem poglavju, pripoveduje, kaj se je dogajalo Judom pod Seleukidi, torej v obdobju po smrti Aleksandra Velikega, ko je v Siriji in Palestini zavladal Aleksandrov general Seleuk. Njegova dinastija je obvladovala Bližnji vzhod približno 300 let, do leta 63 pred Kristusom, ko je to območje zavzel rimski konzul Pompej. Kaj beremo v prvem poglavju knjige Makabejcev? Med drugim. Kralj je izdal ukaz, to je bil Antioh IV., naj se v njegovem kraljestvu vsi prebivalci stopijo v en narod in naj se vsak odpove svoje posebnosti. Celo mnogi v Izraelu so voljno sprejeli njegovo bogoslužje, žrtvovali so Malikom in skrunili soboto. Kralj je tudi poslal v Jeruzalem in v judovska mesta poslance s pismi, naj se oprimejo navad, ki so bile tuje deželi, naj odpravijo iz templa žgavne, klavne in pitne daritve, naj skrunijo sobote in praznike, naj onečastijo svetišča, pa tudi posvečene osebe, naj postavijo oltarje, gaje in svetišča Malikom, naj žrtvujejo prašiče in nečiste živali, naj pustijo svoje sinove neobrezane, sami pa naj se vdajajo vsakršni nečistosti in gnusobi, tako bi pozabili na postavo in spremenili vse njegove predpise. Torej, moralni zlom pomeni tudi izdajo nacionalne identitete. To, kar beremo v knjigi Makabejcem, je prav vzorec vseh globalističnih kulturnih modelov, ki jih pozna zgodovina. V njem so namreč zapisani vsi elementi, ki jih mora upoštevati kak kulturni model, če naj služi političnim in ekonomskim centrom moči. Grki so si tedanji svet podredili predvsem s svojim kulturnim modelom, mreža vazalnih kraljestev, ki so sestavljala imperij, so tvorila enoten gospodarski, politični in kulturni prostor. Pri tem je delo odločila beseda grščina, ki je bila nekakšna antična lingua franca. Ta je omogočila posredovanje grških vzorcev življenjskih praks, kulture in umetnosti ter filozofije in religije. Grška globalizacija je bila pravzaprav totalna, saj je hotela postati tudi topilnica narodov, kot smo slišali,
naj se vsi stopijo v en narod in ne pozabijo na svoje posebnosti. Indoktrinacija s tem modelom se je v Palestini izvajala tudi z ustanavljanjem gimnazij, od Gimnos Gol. Grška šola je vključevala dečke in moške, da so telovadili goli. Pri tem seveda ni šlo samo za telovadbo, ampak za vzgojo celotne osebnosti. Judje so bili napadeni ne le vojaško in politično, temveč v svoji verski in narodni biti. Šlo je za vprašanje obstoja. Zato je potem sledil makabejski upor. Toda niso vsi Judje tega novega stanja doživljali enako dramatično. Mladi Judje so v novi kulturi videli prihodnost. Če so njihovi starši mislili, da se jim podira svet, so mladi v grškem kulturnem modelu videli priložnost, da prekinejo s tradicijo, s starši, se osvobodijo spon vaških skupnosti, življenjskih praks, liturgičnih obredov, socialnega nadzora in zadihajo v novem svetovljanstvu. Zaradi globalne razširjenosti je bila grška kultura za judovsko mladino superiorna, zmagovalna, priložnost za njihove ambicije. Govoriti grško je pomenilo pripadati velikemu uspešnemu svetu in imeti v posesti prihodnost. Grška oblast v Palestini je torej računala na mlade. Za starejše Jude so bile gimnazije prostor nečistosti in gnusobe, vse kaj drugega pa so o njih mislili mnogi mladi Judje. Vsako domoljubje je bilo po prihodu Grkov omalovaževano, izraz konzervativne miselnosti, nacionalne ozkosti ter medkulturne nestrpnosti. Drug poseg Grkov v telo mladih Judov je bila odprava obreze. Mladi Judje niso več hoteli pripadati majhni narodni skupnosti in so rekli, sklenimo zavezništvo z narodi okrog nas. Zato so se odločili za mešane poroke in uvajanje novih navad. Kar je presenetljivo, nekateri iz ljudstva so šli kar sami k kralju, mu izrazili lojalnost in kralju vprašali, kaj naj še storijo, da bo kralju všeč. Poseben primer agresivnega globalizma je na festivalu Štajerska jesen konec septembra lani doživelo avstrijsko mesto Gradec. Mestna oblast je projekt zaupala ruski kuratorici Ekaterini de Goth. Njeno idejno izhodišče je bilo, da bodo na festivalu obračunavali z nacionalizmom in poveličevanjem nacionalne države, obračunavali z identitarno politiko in kultom etničnih korenin. Ekaterina de Goth vidi v teh pojavih popolno odsotnost univerzalnega razmisleka. Festivala, ki se je izvajal na več točkah po mestu, se je lotila z pesniškim duhom, z nekakšnim mehkim pristopom na eni strani, ter z ostro in brezkompromisno retoriko na drugi. S festivalom so v Gradcu želeli osvetliti, detektirati in reflektirati genezo nacionalizmov. Po sodbi de Gothove sodobna umetnost ne bi smela odražati duha kraja, temveč zgolj časa, in nadaljuje. Če se folklora povezuje z izrazom domovina, naj bi resnična umetnost imela do pojma domovina kritično distanco. Kuratorski zasnutek Štajerske jeseni je hotel razkriti, da je značaj vsake nacionalne identitete umetno skonstruiran, torej neavtentičen. De Gothova je lanski program zasnovala z izrazitim političnim in družbenim angažmajem, ker je želela spodbuditi razkrajanje etničnih karakteristik, ki naj bi bile v njenih očeh bolj ali manj fiktivne. Posebej je hotela izpostaviti kritiko fetišiziranja provincialne domačnosti. V času festivala je že potekala takrat predvolilna kampanja. De Gothova je bila do nje kritična, ker naj bi kampanja tudi nagovarjala z mehko ksenofobijo. Verjetno je tudi ta agresivnost festivala nekaj pripomogla k reakciji, da se ljudje na Štajerskem na volitvah pred kratkim niso odločili za univerzalno oziroma globalno, marveč za lokalno oziroma za duha kraja.
Še zaključek. Kako kristijani razumemo identiteto? Vsak od nas ima ime, kar izpričuje našo individualnost. Naš prstni odtis je edinstven, tudi podoba obraza, karakter in druge psihofitične posebnosti so na enkraten in neponovljiv način ukomponirane v našo osebnostno strukturo. Moderna doba je z mnogimi prizadevanji za človekove pravice izostrila občutek za našo individualnost. Nihče od nas pa ni nepopisan list, tabula rasa, ker nihče ni rojen v praznem prostoru, ampak je od spočetja naprej kodiran s kulturnim, naravnim in narodnim kontekstom svoje družine. Italijanski pisatelj Paolo Rumis zelo tankočutno pripoveduje, kako nas določa denimo drevo, ki ga nekega dne zagledamo, hrib, ravnina ali ulica, kjer je naš matični dom, potok, ob katerem se kot otroci igramo, materina beseda, ki nas ljubeče nagovarja in tisoč drugih stvari. Če odpremo evangelij, slišimo Jezusa, ki v prilikah omenja imena cvetlic, dreves in živali svojega okolja, življenje ribičev in preprostih ljudi, pa tudi veljakov svojega časa. In vendar, kljub tej zraščenosti z svojim okoljem, Jezus ni bil zelo zadrt nacionalist, ampak nenehno poudarja univerzalnost odrešenja. Zato Luka začne svoj evangelij z Adamom, s predstavnikom vsega človeškega rodu, z nekom, ki pooseblja dejstvo, da smo vsi ljudje tudi državljani zemlje, odgovorni ne le za svojo domovino, ampak tudi za preostali svet. Od to tudi prizadevanja misionarjev. Kristjan je v svoji biti katoličan, kar pomeni, da je pripadnik vesoljne skupnosti, je torej duhovni kozmopolit, a je hkrati bitno, torej notranje zraščen s svojim okoljem, narodom in kulturo. Še zadnje stavke. Če povzamem, vsak človek ima torej trojno identiteto. Individualno, narodno in kozmopolitsko. Toda zgodovinske izkušnje kažejo, da te trojne identitete na temelju zgolj sekularne kulture, vpetosti zgolj v to svetno realnost, v imanenco, praviloma ni mogoče uravnoteženo živeti. Zato smo ali individualisti, ali nacionalisti, ali kozmopoliti oziroma univerzalisti ali globalisti. Za kristjane pa je od vseh treh omenjenih identitet še važnejša četrta identiteta, identiteta Božjega otroštva. Kristjan ni rojen le iz krvi, iz volje mesa in iz volje moža, ampak tudi iz Boga, pravi sveti Janez. Zato kristjana bitno ne določa nobena zgolj sekularna identiteta. Samo v Bogu zasidrana identiteta nas osvobaja in nas dviga nad vase zaprt individualizem, nad nestrpni in izključujoči nacionalizem, ter nad prazen univerzalizem ali ekonomski globalizem. Rojstvo iz duha odmerja vsem v imanenci zakoreninjenim identitetom relativno mesto, jih uravnoteži, kot to vidimo pri Pavlu, kot to vidimo danes pri papežu Frančišku, kot smo to videli nekoč pri Prešernu in Slomšku. Hvala. Dr. Vanja Kočevar, znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, je naslednji, ki bo razmišljal na temo identitete. Ukvarja se s politično zgodovino slovenskega etničnega prostora v zgodnjem veku, novem veku s poudarkom na Vojvodini Kranjski ter preučevanjem simbolne komunikacije in političnih ritualov na primeru kranjskih deželnih zborov in delnih poklonitev. Kot lahko preberemo na spletu, se posveča tudi raziskovanju političnih vidikov protireformacije in katoliške obnove na prelomu 16. in 17. stoletja ter razvoju kolektivnih identitet na Slovenskem pred pojavom narodnih gibanj. Prejel je priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016-2017 z področja humanistike. Dr. Vanja Kočevar, prosim. Ja, hvala lepa za besedo, hvala za prijazno napoved in hvala lepa tudi za vabilo, ki sem se mu rad odzval. Lep pozdrav sem skupaj še z moje strani. Torej, to svoje uvodno razmišljanje sem poimenoval Slovenska identiteta v vrtincu globalizacije. Pa gremo kar k stvari. Če v iskalnik na spletni strani Oxford Reference vtipkamo geslo globalizacija, najdemo naslednjo definicijo, ki se v prostem prevodu glasi takole, citiram: v splošnem smislu globalizacija pomeni vse večjo svetovno integracijo gospodarskih, kulturnih, političnih, verskih in družbenih sistemov. Gospodarska globalizacija je proces, v katerem celoten svet postaja enoten trg. To pomeni, da se z blagom in storitvami, kapitalom in delovno silo trguje po vsem svetu, informacije in rezultati raziskav pa zlahka prehajajo med državami. Konec citata. Kot je izpostavil že moj cenjeni predhodnik, globalizacija ni brez precedensa v zgodovini. Rimsko cesarstvo, denimo, je iz celotnega sredozemskega bazena s širšim zaledjem, denimo, ustvarilo enoten trg, ampak z globalizacijo, tako v antični dobi kot z današnjo, je povezan še en proces, nadaljujem citat: da bi globalizacija ljudi po svetu povezala v skupen sistem komunikacije, proizvodnje in izmenjave, nadaljuje Oxford Reference, so potrebni nekateri skupni imenovalci. Konec citata. In vzpostavljanje teh, v navednicah, skupnih imenovalcev sociologija danes imenuje disembedding oziroma razdruževanje ali razstavljanje, kot bi ta termin lahko prevedli v slovenščino. In kot nadaljuje Oxford Reference, sociologija s tem terminom danes označuje, citiram, proces povezan z modernizacijo, v katerem se družbeni odnosi vse bolj širijo v času in prostoru, kar je povezano z upadanjem tradicionalnih družbenih vezi. Konec citata. Torej, to upadanje tradicionalnih družbenih vezi, med katere lahko štejemo, delimo krščansko vero, narodnost ali koncept nacionalne države, je torej s procesom globalizacije inherentno povezano. Sam se bom v svojem kratkem uvodu posvetil zlasti vplivom globalizacije na nacionalno državo in tudi bom začel z enim citatom nekdanje nemške zvezne kanclerke, gospe Angele Merkel, ki je novembra 2018 med drugim povedala v enem svojih govorov, da morajo biti nacionalne države danes pripravljene se odpovedati svoji suverenosti. Ta izjava ni osamljena, je pa zaradi tega, ker je Nemčija osrednja država v Evropski uniji in ekonomsko najmočnejša, nemara nosi največjo težnjo. Zdaj, v teh izjavah, tej in podobnih, se človek nehote spomni na doktrino Leonida Brežnjeva o omejeni suverenosti socialističnih držav, ki je naposled leta 1968 potrovala intervenciji Sovjetske zveze na Češko-Slovaškem in po letu 1979 v Afganistanu. Zdaj pa se lahko vprašamo, kaj to razgradnja nacionalne države oziroma predajanje nacionalne suverenosti na supranacionalne inštitucije pomeni za nas, običajne državljane. In sicer se tule sklicujem na ugotovitve ameriškega raziskovalca Stevena Turleya, ki ugotavlja, da je nacionalna država v svojem, recimo temu, klasičnem obdobju, torej nekje do konca 90-ih let prejšnjega stoletja, državljanom zagotavljala varnost na 3 področjih. In sicer zagotavljala je varne meje, zagotavljala je stabilno nacionalno ekonomijo in predstavljala je kulturno varnost. Svojim državljanom je namreč omogočala prostor, kjer lahko gojijo in negujejo svojo kulturo, tradicijo, izpovedujo veroizpoved in tako naprej. Vendar je, kot smo slišali iz ust nekdanje kanclerke, nacionalna država globalizaciji v napoto in posledično
smo priča procesu zaviranja institucije praktične varnosti, kot erozijo nacionalne države imenuje ameriška politologinja Mabel Berzin, in v nadaljevanju si bomo pogledali, kaj to zaviranje institucij praktične varnosti pomeni za nas državljane. In sicer v prvi točki pomeni erozijo državnih meja, to seveda vpliva na šibitev, na erozijo suverenosti nacionalne države, ker je teritorij njena ključna komponenta. Poleg tega pomeni povečanje migracij, tako legalnih kot ilegalnih. To se odraža recimo v rasti cen nepremičnin in v stagnaciji plač zaradi večje konkurence na trgu delovne sile. Nenazadnje pa erozija meja pomeni tudi večjo nevarnost terorističnih napadov. Lahko se spomnimo na vse teroristične napade, ki so se v Evropi zgodili recimo od novembra 2015, ko bi prišlo do teh tragičnih dogodkov v Parizu. Nenazadnje tudi varnostna situacija v nam bližnji Nemčiji v zadnjih letih se hitro slabša. No, v drugi točki je govor o globalni delitvi dela, ki je nadomestila prej nacionalno ekonomijo. Kaj to pomeni v praksi? V praksi to pomeni velik eksodus industrijske proizvodnje iz držav v navednicah globalnega severa ali prvega sveta v države v navednicah globalnega juga. V prvi fazi to pomeni eksploatacijo delovne sile v teh državah v navednicah tretjega sveta. Za države globalnega severa pa pomeni najprej akumulacijo denarja v davčnih oazah in pa v večjih mestih ob hkratnem propadanju podeželja. Mesta se torej gentrificirajo in zadnja gospodarska kriza pa pokazala, da je tak model globalne delitve dela najbolj prizadel pravzaprav mlado generacijo. In v tretji točki je govor še o kulturni negotovosti, kot sem izpostavil že uvodoma, je pač globalizacija s spremnim pojavom razdruževanja slabi tradicionalne družbene norme in vezi, kar se odraža pri delu populacije v vzniku narcisistične kulture. Tako slovenski psihiater Matjaž Lunaček imenuje pojav, ko so med starši in otroci počasi razpadejo te ljubeče vezi kot posledica erozije nuklearne družine. Poleg tega se narcisistična kultura, odraža tudi v slabitvi emocionalne navezave na recimo materni jezik ali geografsko okolje, v katerem živimo. Po drugi strani pa pri delu populacije, ki je recimo bolj tradicionalno usmerjen, to povzroča občutke kulturne negotovosti. Del populacije globalizacijo namreč občuti kot identicit, nekateri celo kot invaziven kulturni imperializem. Če povzamem vse povedano v tem delu, lahko zaključim, da globalizacija pravzaprav spodkopava tako suverenost države, ki se je v Evropi razvila od sklenitve Vestfalskega miru 1648 dalje, in sam koncept suverenosti ljudstva, ki ga je v drugi polovici 18. stoletja razvil Jean-Jacques Rousseau. Z globalizacijo se državljani počasi spreminjamo v neko amorfno maso individualnih potrošnikov, ki ima šibko kolektivno identiteto in ni več sposobna zaznati grožnje od zunaj in se postaviti za obrambo lastnih nacionalnih interesov. Lahko bi torej rekli, da je z globalizacijo na nek način povezana recimo temu prosto mehka kulturna revolucija. Za razliko od tiste kulturne revolucije Maove na Kitajskem med letoma 1966 in 1976, ta sicer ni nasilna, napada pa iste štiri tarče, iste štiri elemente družbe, namreč stare ideje, staro kulturo, stare običaje in pa stare navade. Zato nekatere supranacionalne institucije, ki jim pogovorno rečemo globalisti, podpirajo recimo ideološke postulate, naprimer Antonija Gramscija ali frankfurtske šole. Za konec še beseda o mestu Slovenije v tem globaliziranem svetu. Slovenija je recimo temu polperiferna država
globalnega severa, zato se mogoče nekatere dinamike od prej opisanih tu pojavijo z nekoliko zamika, jih pa vendarle vsi čutimo. Poleg tega bi za razumevanje, bomo rekli, odnosa dela oblastne nomenklature v Sloveniji do slovenstva treba upoštevati določene specifike našega prostora. In sicer se mi zdi, da je za razumevanje le-teh dobro upoštevati nekatera opažanja znamenitega marksističnega zgodovinarja Erika Hobsbawma, najbolj branih zgodovinarjev druge polovice 20. in zgodnjega 21. stoletja, ki je leta 1977 o odnosu marksizma do narodnosti, narodnega vprašanja, med drugim zapisal, citiram: "Ni nam treba zavzeti stališča Roze Luxemburg, da bi kategorično zatrdili, da bi morali marksisti, ki vsaj v teoriji niso pripravljeni podrediti interesov lastne države ali ljudstva širšim interesom, ponovno razmisliti o svoji ideološki zvestobi." Konec citata. Zdaj, po mojem skromnem mnenju so ti širši interesi mišljeni kot interesi svetovnega socializma. Druga izjava pa se glasi, citiram: "Temeljno merilo marksistične pragmatične presoje je vedno bilo, ali nacionalizem kot tak, ali kakšen njegov poseben primer spodbuja napredek socializma, ali, nasprotno, kako preprečiti, da bi zaviral njegov napredek, ali kako ga mobilizirati kot silo, ki bo pomagala pri njegovem napredku." Konec citata. Torej, mislim, da slovenska zgodovina od leta 1941 dalje potrjuje obe trditvi. Recimo, komunistična partija z neko, bomo rekli temu, prosovjetsko propagando med Slovenci ni bila uspešna. Uspešen pa je bil apel k narodno-osvobodilnemu boju. Vendar je takoj po drugi svetovni vojni komunistična partija začela bolj zagovarjati Leninovo tezo stapljanja narodov, ki je zlasti prevladujoča postala, kot ugotavlja Tomaž Ivešič po letu 1948 po sporu s Sovjetsko zvezo, in 50. leta predstavljajo nekako vrh v gradnje jugoslovanske socialistične nacije, ki ne bi usrkala pač manjše narodne identitete v bivši skupni državi. Recimo ustavni zakon iz leta 1953 tako konstitutivnost z narodov prenesel na delovne ljudi, odpravil je pravico do odcepitve in pa republike so izgubile državnost, in vse to je vplivalo na, v bistvu sprožilo reakcijo dela slovenske intelektualne elite, ki jo Ivešič imenuje narodni preporod 60. let. In res, v novi ustavi SFRJ iz leta 1974 je bila zopet omenjena pravica vsakega naroda do samoodločbe in odcepitve. No, nadaljnji razvoj nam je vsem dobro znan, sledil je recimo ponoven preporod v 80. letih, ki je kulminiral v demokratizaciji in osamosvojitvi, vendar se je v zgodnjem 21. stoletju v recimo slovenskem mainstreamu uveljavil nekakšen, recimo temu, žurnalistično-literarni topos zaničevanja vsega, kar je slovensko, kar bi lahko poimenovali ojkofobija ali domomržnja. Zdaj pa povsem za konec si bom dovolil eno lastno špekulacijo. Mislim, da je za vzpon te domomržnje ali ojkofobije v Sloveniji poleg občih globalizacijskih trendov zaslužno tudi dejstvo, da je del oblastne del oblasti oziroma del oblastne nomenklature v Sloveniji Slovencem praktično zameril odcepitev od Jugoslavije in demokratizacijo. In, kako bi rekel, ta občutek zamere oblasti do ljudstva je, po mojem pojmu, lepo izrazil znameniti nemški literat Bertolt Brecht, ki je v svoji pesmi Die Lösung, razpustitev, posvečeni uporu, ki je izbruhnil leta 1953 v vzhodni Nemčiji, to pesem zaključil z retoričnim vprašanjem, ki se v prostem prevodu glasi, citiram: "Ne bi bilo tu vendar preprosteje, ko bi vlada razpustila ljudstvo in si izvolila drugo." Konec citata. S tem zaključujem svoj nagovor in se vam zahvalim za pozornost. Hvala lepa.
odlično, hvala lepa. Mislim, da je tukaj že danih, tako po prvem kot sedaj drugem predavanju, že kar nekaj izhodišč za dobre in odlična vprašanja. Kot zadnje, spoštovani zbrani, pa nam bo v tem prvem delu spregovorila gostiteljica, doktorica Ignacija Friedl-Jarc, je tajnica in urednica pri Slovenski matici, drugi naši najstarejši založbi, ki je, kot smo že slišali, lani praznovala častitljivih 160 let delovanja. Maja 2018 je postala njena tajnica in urednica marca 2020 je to funkcijo začasno pretrgala in prevzela naloge državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo. Po izteku mandata se je septembra 2022 vrnila. Doktorica Ignacija Friedl-Jarc je študirala primerjalno književnost in filozofijo ter se izpopolnjevala v stari grščini. Uveljavila se je kot literarna, gledališka in filmska kritičarka. Objavljala je knjižne in gledališke ocene, razprave ter študije v osrednjih slovenskih časnikih in revijah. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado. Prosim. Svoj prispevek sem naslovila kot slovenska kultura včeraj, danes in jutri in tudi seveda se po tem naslovu sprašujem o slovenski narodni identiteti. Spraševanje o slovenski identiteti terja od nas seveda premislek, kako nacionalnost v 21. stoletju sploh opredeljevati. Pojem nacionalnega se je v primerjavi z razumevanjem slovenskega narodnega interesa v 19. in 20. stoletju, ko smo bili vpeti v večnacionalne državne tvorbe, bistveno spremenil že z ustanovitvijo samostojne države Republike Slovenije. Ta preobrat v določevanju nacionalnega interesa in zavesti pa so še podkrepile slovenske mednarodne povezave v Evropsko skupno zvezo NATO na politični ravni, kakor seveda tudi popolna preobrazba načina družbenega bivanja, mišljenja in komuniciranja iz analogne v digitalno realnost, ki je naš planet povezala v globalno vseenost ali vseenotnost. Ni moč zanikati, da danes bivamo, mislimo in govorimo drugače kot ob rojstvu slovenske narodne prebuje, ob oblikovanju Slovenske matice, naše prve univerze ali Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot temeljnih nosilcev slovenske kulturne in znanstvene zavesti. Da živimo celo drugače kot ob rojstvu naše samostojne slovenske države leta 1991. Toda bistveno vprašanje ob tem je, ali je zaradi takih družbenih in političnih sprememb treba zavreči tudi vsa stališča naših duhovnih očetov oziroma utemeljiteljev slovenskega naroda in narodne prebuje in odslej nacionalno kulturo razumeti le še kot eno od točk v utripanju globalnega, svetovnega srca, ali je treba res pozabiti vso preteklost in izpeljati proces duhovnega razkoreninjanja slovenstva. Ali je treba porušiti za seboj vse naše lastne, specifične slovenske temelje, kot so materni jezik, slovenska kultura, nacionalna znanost in jih podrediti tej planetarni vseenosti ali vseenotnosti. Ali je treba iz vseh slovarjev našega družbenega bivanja izbrisati pojem srčne, miselne in jezikovne usrediščenosti posameznika v njegovi narodni zavesti in identiteti, da bomo končno osvobojeni vseh ideologij, ki so doslej dušile človeštvo in da bi končno dosegli zamisel o, navajam, odprti znanosti, osvobojeni ustvarjalnosti in kulturi svobode. Je torej globalna skupnost končno tista težko odkrita čudežna formula človeštva za njegovo miroljubno preživetje, vsesplošno enakopravnost in sobivanje v sožitju? Ali pa gre
v tem primeru za novo v seriji ideologij, ki se po aristotelsko-hegelijanskem razvojnem razumevanju mišljenja in duha spet znova samo vklicuje za prvo, najvišjo, absolutno, najbolj pravično in popolno. Po analogiji s preživetjem narave je odgovor na vsa ta zastavljena vprašanja o nujnosti nacionalnega razkoreninjenja v 21. stoletju odločen ne. Rastlina, ki posekamo njene korenine, ne more preživeti. V vsej polnosti se razvija, raste in razcveta le tako dolgo, dokler črpa sok iz vsake pore svojega bitja, od tam, kjer je pognala svoje kali, če se izrazim po Prešernovsko, prek stebla, ki se je z leti krepilo, pa do najbolj svežih listov, cvetov, plodov nove pomladi. Izkoreniniti torej duha, iz katerega se je slovenski človek napajal, potem takem brezpogojno, to moramo razumeti, pomeni smrt slovenstva in slovenskega človeka kot posameznika z njemu lastnimi posebnostmi, kot so jezik, način mišljenja in delovanja. Zato se je treba seveda vprašati, kdo s takšnim nacionalnim samomorom največ pridobi. In kaj pridobi v prihodnosti v globalnega človeka transformirani posameznik. Slovenščino zamenjam univerzalnosti vseh členov skupnosti prilagojena, to pomeni skrajno poenostavljena angleščina. Jezikovne sheme se rahljajo, z njimi pa se izgublja globina mišljenja. Zakaj izrekati odnos med jaz in ti, kot midva, pomeni in prinaša druge in drugačne miselne uvide, načine bivanja in delovanja od tistih skupnosti in njihovih članov, ki dvojine v svojem jezikovnem kodu pač ne poznajo. Z izgubo teh posebnosti, jezikovnih in vsakršnih kulturnih, izginja drugačnost posameznika. Njegova individualnost, na tej točki pa se pokaže vsa paradoksalnost globalističnih in multikulturnih teorij. Spoštovanje drugačnosti in drugega je namreč eden od glavnih uradno zapisanih in javno prerokovanih ciljev novodobnih urejevalcev in zagovornikov sveta. V resnici pa, kot vidimo, je njihovo delovanje usmerjeno k popolni ukinitvi različnosti, k popolnemu izenačenju med jaz in ti. Človek ni več posameznik z njemu lastno identiteto, ampak zgolj še obči pojem, ki tvori množino človeštva. Namesto identitete med biti, misliti in govoriti, ki je od starih Grkov dalje s filozofom Parmenidom v svoje temelje vpisala evropska filozofska tradicija, da bi tako zaobšla etično diferenco med delovati in seveda govoriti, dobimo zdaj popolno identiteto med jaz in ti. Namesto odnosa med jaz in ti, iz katerega se rojeva ves širok, neizmerni, daljni in visokosežni diapazon človekove ustvarjalnosti, kot pogoja njegove kulture in znanosti, pristanemo v globalnem prostoru vse enosti in vse enakosti, kjer so se kulturne in nacionalne različnosti povsem izgubile. Na vseh koordinatah sveta, z istimi novicami na mobitelih drvimo skozi naš vsak dan, obiskujemo iste trgovske verige za hitro prehrano in tako dalje, kupujemo enake modele oblek z istimi slogani in istih zaščitnih znamk. Krajni proizvod globalističnega imperativa o spoštovanju drugačnosti je torej paradoksalno smrt različnosti. Utopitev individuuma v kategoriji biti zgolj še človek. Ta temeljni razkorak, že kar popolno nasprotje,
med javno govoriti in prikrito učinkovati globalizma, med javnim zagovarjanjem drugačnosti in dejanskim učinkem brisanja sleherne različnosti, razkriva seveda ideološko programiran značaj in predvsem namen sodobnih globalističnih družbenih in kulturnih teorij. Aktivistična diferenca, ta izraz uporabljam za distinkcijo med misliti in delovati, ki se je tu pravkar izkazala in sem jo dokazala, in s to aktivistično diferenco parafraziram Heideggerovo ontološko diferenco, je torej ta aktivistična diferenca je temelj in pogoj vsakega ideološkega mišljenja in delovanja in zato lahko globalizem na vseh ravneh razglasimo za ideologijo. Harry Lehmann ima v svoji knjigi Ideologie Maschinen, wie Cancel Culture funktioniert še kako prav, ko o danes prevladujočih kulturoloških principih govori torej kot o kulturi izključevanja. Da zanikanje nacionalne identitete ni nujno posledica družbenih sprememb, kot nas hočejo prepričati, je razkril že izjemni pričevalec slovenstva, pisatelj Boris Pahor. V svojem odprtem pismu Jožetu Javoršku leta 1979, ki je pozneje pod pomenljivim naslovom Etika na razpotju, bil ponatisnjen tudi v zbirki dnevniških zapisov Ta ocean strašno odprt, ki ga je izdala Slovenska matica. Namreč Boris Pahor razkrinkrava željo po stapljenju narodov kot paradigmo kardeljanske, kar smo tudi že slišali v predhodnem izvajanju, komunistično-socialistične ideologije. Takole piše Boris Pahor, navajam: Moralno silo mi daje prepričanje, da je slovenstvo spet v nevarnosti, čeprav drugače kot v preteklosti. To novo silno nevarnost vidim v tezi, da je narod nastal s kapitalizmom in da bo z njim odmrl. In v oklepaju zapiše, da je ta teza Kardeljeva. Pa v tezi, da bodo, navaja po Kardelju, socialistični družbeni odnosi ustvarili proces, ki bo postopoma vnašal v nacionalne forme obče človeško vsebino in s tem opravljal veliko delo pri zbliževanju in spajanju narodov, ne da bi uporabljal nasilje nad stvarmi. Tako navaja Pahor Kardelja. In k temu pridoda: izraz spajanje sem tu podčrtal jaz. Dovoli pa boš, nagovarja Javorška, da se takemu absurdu upre celo moja nespametna mediteranska pamet. Saj se vendar nismo dokopali do svoje narodne identitete zato, da bi se zdaj, brez nasilja sicer, spojili z drugimi narodi. Konec navedbe iz Pahorja. Ukinjanje nacionalnega torej nikakor ni neka nuja nove dobe, kot nas hočejo prepričati. Kako si je ta nadela ime, seveda New Age, že to kaže na njeno izredno programsko zbiti nova, torej zavreči vse staro. To nikakor ni nuja. In odgovor, kako torej misliti slovensko kulturo, identiteto, narod jutri, se glasi: ne pozabi na včeraj. Platonu ni bilo treba, kakor pozneje Aristotelu, kritično zavrniti svojega duhovnega očeta, učitelja Sokrata, da bi njegova misel preživela tisočletja. Pač pa je temu učitelju dal besedo in govoril po njem. Prav ovedenje, nasprotno, filozof Whitehead je v svoji študiji Proces in resničnost celotno evropsko filozofsko tradicijo označil kot opombe k Platonu. Prav vedenje svojih narodnih temeljev torej
skozi zgodovino, jezik, narodno prebujo, temeljne ustanove, je garant za naš tako imenovani jutri slovenstva, slovenske kulture, identitete in znanosti. In tisti, ki najbolj ogrožamo svojo lastno identiteto, smo torej mi sami. Prvič, ko se sredi mestne betonske džungle sramujemo svoje ruralne in neepske zgodovine in se hočemo v vsakem trenutku vesti ekskluzivno urbanizirati. Drugič, ko preziramo dragoceno obdobje oblikovanja svoje narodne zavesti, narodnih buditeljev in poskušamo v duhu edino zveličavne novodobnosti vse staro prezirati kot nižje kulturno in kot neznanstveno. Tretjič, ko bivanje človeka razumemo, bodisi kot skrajni individualizem ali kot planetarni univerzalizem. Ob prvem namreč ni prostora za drugega. Ob univerzalizmu pa ne prostora za individuum. Bistveno je torej, da prenehamo operirati s termini kot z žetoni, če se nalašč poslužim sintagme neomarksističnega filozofskega ideologa Theodorja Adorna, ki je v resnici to frazo izumil in tudi zelo rad prav to počel. Bistveno je torej, da s slovenstvom ne trgujemo in da ga ne prodajamo za prikrite ideološke in hegemonistične interese drugih kultur, jezikov in narodnih skupnosti, ki jih in ker jih pač svojim kratkozgodovinskim nacionalnim in slovenskim državljanskim spominom pod krinko novodobnosti nismo zmožni prepoznati in reflektirati. Seveda ni bistveno, da izvajamo ideološko obračunavanje v slogu, da kot odgovor spomeniku mehkemu črn sredi Ljubljane, zdaj mi v središču Beograda postavimo spomenik slovenski dvojini. Bistveno in pomembno pa je, da to dvojino ne le govorimo, ampak tudi živimo, jo reflektiramo in svojimi dejanji potrjujemo kot iskren, pristen odnos med jaz in ti. Odnos ter označevalca jaz in ti namreč vedno implicira drugačnost in različnost. Dvojina pa je tisto, ki enega in drugega veže v skupni, enotni pojem midva. Dvojina je tista, ki jo ne samo govorimo, ampak mora postati kot temelj našega načina bivanja, torej tudi naš način delovanja, mišljenja in govorjenja. Slovenci moramo torej iz naše različnosti in razprtosti med jaz in ti ustvariti narodno skupnost, v kateri nas ne bodo, kakor krjavelj hudiča na pol, razklale bitke med starimi in mladimi, rdečimi in črnimi, levimi in desnimi, ampak moramo iz te pogosto politično zaukazane in politične namene izkoriščevane polarnosti ustvariti prostor za naju dva, še tako različna, a obenem z enako pravico dobiti. In kaj ima s tem opraviti slovenstvo, se utegne kdo povprašati, se vendarle lahko ustvarjamo zelo različne skupnosti. Vsak si najde kakšno svojo. Toda, kot sem predhodno poudarila, je razlika v tem, da je naš jezik, naš bitnostni, ontološki skupni temelj. Jezik ni zgolj sredstvo komunikacije, ampak kot pravi filozof Ludwig Wittgenstein, sintagmo meje mojega jezika so meje mojega sveta, določa način našega mišljenja in našega delovanja. Zato temu temelju ne moremo ubežati. V naš jezik smo vrojeni, lahko ga samo zanikamo, porušimo in pozabimo. A rušiti ta temelj ni
le narodni, ampak tudi osebni, bivanski samomor. Obnašanje, zakaj in čemu tako vztrajno drvimo k temu samoizničenju, potem ko smo v stoletjah hrepeneli po priznanju Slovencev kot nacije, svojo samostojno državo, je tudi nam v 21. stoletju enako nerazumljivo, kakor je bilo pred 45 leti nerazumljivo Pahorju z njegovo nespametno mediteransko pametjo, kot je rekel. In je tudi enako nerazumljivo, kakor je bilo nerazumljivo Sokratu, zakaj se ljudje nočejo od temin spoznanja in čustvovanja obrniti vse prežarjajoči svetlobi dobrega. Sprašujemo se, zakaj naša dvojina ne more biti, kakor to zmore v pesniškem jeziku, tudi v vsakdanjem jeziku našega življenja, biti govorica ljubezni, v kateri ni izključujočnosti, ampak vse prežemajoče sprejemanje. Živa je lahko le živeta sprava, ne taka, ki je napisana na papirju in se je spomnimo na komemoracijah ali manifestacijah. Sprava, kjer ob meni kot Slovencu lahko prebiva tudi povsem drug in drugačen Slovenec. Oba pa veže in druži vez naše dvojine, ki priznava tako mene kot tebe v najini različnosti, v najinem odnosu in hkrati v najini povezanosti v midva. Slovenščina najodličneje pričuje o tem, kako pot od ednine, torej individuma, do množine, torej nekega planetarnega univerzalizma, mora nujno voditi preko dvojine. Če hočemo pričevati kot meni o individumu in človečnosti, in pričevati o človečnosti kot planetarni univerzalnosti, moramo vendarle vmes v duhu aristotelovske sredine uzreti tudi naju dva. Samo, če bo eden zmogel sprejeti drugega, bo lahko v resnici sprejel tudi tretjega, torej človeka kot takega. In zato naj bo to povabilo k bivanju v naši dvojini. Ignacija Filj-Jarc, zdaj pa bom jaz spoštovane goste povabil, da se mi pridružijo tukaj na odru in bomo začeli z vprašanjem, ali se komu morebiti v tem času že zastavilo kakšno od vprašanj, prosim, izvolite. Kakšno od vprašanj? Izvolite, prosim. Tako mora biti kakšno vprašanje že iz publike? Ja, kar prosim. Vprašanje ne bodo kratka, prosim. Hvala za besedo. Kaj bi spoštovani govorci mislili o navadi, ki se širi zadnje čase na Ljubljanski univerzi, mogoče tudi nekateri drugi, da potekajo doktorska predavanja, če dalje v angleščini, kot da je bilo dovolj, da je že literatura angleška, pa zelo malo slovenske. Hvala. Hvala lepa. Prosim, doktorica Filj-Jarc, potem pa doktor Vane Kočeva, za govori biti. Ja, hvala lepa za vprašanje. Precej sem seveda že povedala posredno in temu je bil tudi namenjen dejansko moj referat oziroma prispevek na tej okrogli mizi. Slovenska matica je ravno nedavno, vesela sem, da je tukaj z nami tudi član našega odseka in kar nekaj članov
akademikinja Stanovnik, akademik Komel in seveda tudi dr. Kozma Ahačič, da je naš odsek ravno pred nekaj dnevi razpravljal na to temo, kako se seveda opredeliti do teh pojavov. Ko sem bila državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, se je pripravljala nova resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko in Ministrstvo za izobraževanje in šolstvo takratno je vztrajno vpisovalo tudi v to resolucijo, seveda nekako, da se lahko visokošolski študij tudi izvaja v angleškem jeziku. Takrat smo to uspeli, spominja se najbrž tudi dr. Ahačič, nekako zavreti, izbrisati. Ministrstvo za kulturo je odločno nastopilo in zavrnilo ta člen v tej resoluciji. Kot vemo, pa se seveda pripravlja nova zakonodaja, ki bo na široko odprla vrata angleščini na slovenskih univerzah. To je dejansko, to dejstvo je za Slovensko matico popolnoma nesprejemljivo. Slovenska matica je ravno nastala zato, ker vemo, da nismo imeli razvite slovenske znanstvene terminologije. In da je celo, ko je Lovro Toman, naš predsednik tukaj, na Dunaju interpeliral takratnega ministra Šmerlinga, zakaj se kljub, seveda že vemo nekaj časa tedaj obstoječemu splošnemu šolskemu redu o pravici do izvajanja pouka v slovenščini, ta v resnici še ni izvajal, je takratni minister dejal, da ta jezik nima razvitega ne svojega znanstvenega aparata in da je primeren samo za poučevanje krščanskega nauka v slovenščini. In to je še toliko bolj vzpodbudilo dejansko naše takratne intelektualce in rodoljube, da so čim hitreje ustanovili tudi Slovensko matico, za katero vemo, da je pospešeno potem izdajala, najprej večinoma v obliki prevodov tujih del, potem pa seveda tudi v avtorske učbenike za zelo različna naravoslovna področja, fiziko, botaniko in tako dalje. Uvedba angleščine, zakaj je tako dolg uvod? Uvedba angleščine na slovenske univerze seveda pomeni smrt slovenske znanstvene terminologije. In ravno to poplitvenje razumevanja sveta in pojavov, ki se skozi tako poenostavljeno angleščino, vemo, da to niso seveda govorci angleščine, ki bi lahko jih imenovali za tako imenovane, a ne da govori o maternem jeziku, ampak da gre večinoma za popačeno rabo angleškega jezika, pač primarno slovensko govorečih predavateljev, bomo seveda na tak način deležni ravno tega, o čemer sem poskušala, na kar sem poskušala v svojem referatu opozoriti. Hvala lepa. Želi še kdo kaj dodati? Tudi gospod Knep? Seveda, mora neka vzporednica z latinščino. Ko smo mi prihajali na Teološko fakulteto, smo bili prva generacija, ko predavanj ni bilo več v latinščini in podobno kot je takrat veljalo za latinščino, velja danes za angleščino. Da se je govorilo nekaj zelo poenostavljenega, da je vsak, komu so bili predmeti nekako dostopni, izgubljalo pa se je tisto dvojino, če tako rečemo, kot simbol vsega poglobljenega, osebnega, narodnega in izvirnega. Doktor Vode Kočevar, prosim. Ja, hvala. No, se moja cenjena sogovornika sta pravzaprav povedala že vse glavne stvari. Jaz bi tu dodal eno svarilo iz prakse, recimo temu leta 2011, pravzaprav 10, ko sem se sam odpravljal na izmenjavo v Nemčijo, je v tej prijavni dokumentaciji, ki jo je bilo potrebno izpolniti, lepo pisalo, da pač opozarjajo vse študente, vsi dobrodošli, vendar pač zavedajte se, da predavanja na univerzi v Tübingenu potekajo v nemškem jeziku, z izjemo, mislim, da je bilo poudarjeno
amerikanistika, anglistika, določeni specialni študiji na biologiji in še par malenkosti. Ne? In pač je lepo pisalo, če želite to slediti pedagoškemu procesu, je potrebno, mislim, da znanje nemščine B2, če se prav spomnim. Ne vem, kaj se je v Nemčiji spremenilo po tem, ko sem jo jaz zapustil leta 2011, ampak zdaj, če kdaj spremljam mainstream, kot se temu reče, nemške medije, je res ta nemščina, ki se tam danes govori v množičnih medijih v nemščini, tudi za nas bom uporabil nemško besedo, alarmzeichen. Ne? Nemščina je danes popolnoma prestreljena z angleščino, dobro, imamo potem komike, ki iz tega brijejo norce in tako naprej, ampak trenutna nemščina, ki se govori v javnih občilih v Nemčiji, je kar za nas en tak časovni stroj. Lahko pogledamo, kaj se zgodi recimo v desetletju pač takega, bom rekel, zametovanja materinščine. No? Samo to, hvala. Če smem samo dopolniti, dejansko je prav absurdno in se vidi, da je seveda tu zadaj nek drug interes, ne zgolj in samo interes univerz, da pridobijo tuje študente. Ravno dejstvo, da smo v digitalni dobi, če se ne motim, in da ni bilo nikoli enostavneje kot danes, preko prevajalnikov, slušalk in seveda česarkoli, za tistega enega ali dva ali tri gostujoče študente slovensko predavanje seveda prevesti v angleščino. In prav v tem se mi zdi, da se tu zadaj skriva nek kulturni hegemonizem, ki pač želi poenostaviti in seveda razrahljati slovenski jezik. Hvala lepa, še kakšno vprašanje, razmišljanje, prosim. Hvala, jaz sem bil dolgo časa učitelj in sem prihajal pogosto pri dijakih do tega vprašanja. Zakaj biti Slovenec? Zakaj ohraniti svojo slovensko identiteto? In moram reči, da ni bilo enostavno odgovarjati na taka vprašanja, zaradi tega, ker se mi zdi, da Slovenci, pa verjetno tudi širši, ne iščemo pametnih, enostavnih odgovorov na to vprašanje. Ne znamo odgovoriti mladim ljudem, zakaj se splača biti Slovenec. Tako banalno, zakaj se splača. Namreč, navadno je na tak odgovor, ja, ker je lepo biti, ker imamo lepe narodne pesmi, tako bolj ali manj čustvene odgovore. Racionalnih odgovorov pa se mi zdi, da nimamo. Oziroma, da jih je zelo malo, da jih nismo izoblikovali. Tako kot na verskem področju tudi pogosto ne. Lepo je biti katoličan, lepo je iti k maši in tako dalje. Ampak na ta vprašanje, zakaj biti Slovenec? Zakaj ohraniti to identiteto? Zakaj se mi kot človeku to splača? Na to vprašanje pa se mi zdi, da nimamo izdelanih odgovorov. Da živimo v nekem čudnem, čustvenem in ne znamo pravzaprav poiskati vzroka in posledice. Mladi namreč zaradi tega bežijo iz te identitete, ker nimajo odgovora na to vprašanje. Ker če se kot človek, kot oseba ne uresniči skozi to, potem tega pač ne bom cenil. Zanima me, kako bi vi na to vprašanje odgovorili mladim ljudem. Hvala. Mora biti doktor Vanja Kočevar na to, gospod Knep. Kar je gospod Knep rezultat. Zakaj biti Slovenec? Ker preprosto sem. To je že realnost, ne? Ohraniti. Kako? Ohraniti slovenstvo. Zakaj ne biti raje Anglež? Zato, ker se ne moreš presatiti. Ker ta prestop v neko drugo identiteto je nemogoč. V resnici ni mogoč. Si lahko domišljam, da bom to izvedel. Ampak v resnici sem jaz, tako kot sem prej navajal tega italijanskega pisatelja Rubisa,
tako kodiran z prostorom, s kontekstom, v katerem sem rojen, iz katerega sem zrastel, iz podvojino in z vsem drugim, da je misliti, da se bom izkorenil in predstavil nekom drugam, neizvedljivo, neuresničljivo je domišljija, neka fantazma, ki se lahko konča samo s tem, da se popolnoma izgubim, utopim, izgubim samega sebe, pravzaprav, ne? Preprosto. Prosim. Ja, seveda, tudi mi danes smo tukaj odgovarjali precej filozofsko, poduhovljeno na to vprašanje, mladi pa pričakujejo od nas enostaven in razumljiv odgovor. In tudi doma se dejansko soočam pri svojih otrocih z povsem enakim vprašanjem. In zato sem tudi v tem prispevku uporabila to podobo rastline in vedno z to metaforo o rastlini, ki posekamo korenine, se na nek način posuši, poskušam pokazati, kako dejansko se ne moreš razcvetati po vsej svoji ustvarjalni polnosti, če ne sprejmeš nase te svoje posebnosti, svojih korenin in kako ti bo vedno v tistem tujem svetu manjkala ena, druga ali tretja dimenzija, zaradi katera od vej tega razcvetajočega se drevesa ne bo pognala. Moram reči, da jih taka podoba in prispodoba nagovori nekajkrat, tudi tukaj imamo kar nekaj predavanj za mlade. In še ena izkušnja, tudi dopoldne ob 8 sem že imela predavanje o Slovenski matici za gimnazijo Jožeta Plečnika, je, da ti mladi pravzaprav hrepenijo po tem, da bi jim ponudili neko skupno misel, neko skupno občestvo. Zelo ga potrebujejo. V bistvu so, bi rekla, predozirani od skrajnega individualizma. In ko jim z iskrečimi se očmi, z polnim veseljem pripovedujemo o tej zgodovini vseh naših častitljivih predsednikov, o tem, kako so se morali boriti za ta slovenski jezik, kako še pred 150 leti pravzaprav nismo imeli izrazov z področja kemije, fizike in tako dalje v slovenščini, se zelo zamislijo in vedno jih nagovarjam, te mlade tukaj, ko sedijo v naši dvorani, da se morajo zato okrepiti v svojem jeziku in v svojem slovenstvu, da bodo pisali prihodnost Slovenske matice. In zdi se mi, da se takrat čutijo zelo potrebni, nagovorjeni in seveda tudi pripadniki slovenstva. Zato poudarjam, da je vse premalo tovrstnih predavanj za mlade, da seveda nas gimnazije pogosto nočejo sprejeti, da nas tudi osnovne šole od 700 šol, ki smo jih nagovorili, da bi jih obiskali in predstavili zgodovino Slovenske matice ob 160-letnici, sta se odzvali, mislim, da so se 3 osnovne šole, pa 3 ali 4 gimnazije v celi Sloveniji. In dejansko bi morali zato uporabiti tiste zelo dragocene ure etike in državljanske vzgoje v osnovni šoli, tako da je seveda na Ministrstvu za šolstvo naloga, da tudi na tak način bi rešili marsikateri problem, če bi ponudili mladim idejo slovenske skupnosti. Ja, hvala za besedo. Moj odgovor bo povsem praktičen, zakaj se splača ostati Slovenec. Recimo lahko primerjamo države, ki se za razliko od Slovenije niso odrekle svoji nacionalni identiteti, naprimer Poljska. Poljska je leta 1991, ko smo se mi osamosvajali, da rečem tako, začela v precej slabšem ekonomskem položaju kot Slovenija leta 1991, vendar je, kot smo lahko prebrali decembra, po kupni moči, če se ne motim, Slovenijo nedavno prehitela. Ne? To je pomembna razlika. Ne? Poljska se svoji identiteti, svoji kulturi ni odrekla in je zato veliko bolj propulzivna tudi na ekonomskem področju. Ne? Mi velikokrat slišimo, da
češ pač to ohranjanje narodne identitete, nek skupnostni čut, da so to neke preživele stvari, ki pač zavirajo ekonomski napredek, prosperiteto in tako naprej. Ne. To ne drži, namreč države, ki so bile v veliko slabšem položaju od Slovenije v ekonomskem, ne, ob padcu komunizma in se niso odrekle svoji identiteti, napredujejo veliko hitreje kot Slovenija, ki zdaj pač že več kot desetletje stagnira. Ne. In to ni le v Evropi primer. Ne. Poglejmo recimo Kitajsko ali Indijo, kje sta bili ti dve državi ob prelomu leta 90. Ne. To sta državi, ki danes osvajata vesolje. Ne bi zdaj hvalil kitajskega družbeno-političnega sistema ali tako naprej, ampak dejstvo je, da se pač te države svoje identiteti niso odrekle in so zato tudi ekonomsko, znanstveno bolj propulzivne, ker imajo nek smisel. Njihovi ljudje imajo nek smisel, imajo kolektivno identiteto, čutijo se povezane, vejo, da je nekaj nad njimi, njihova skupnost namreč. Še vprašanje bomo vzeli še eno. Ja, jaz sem kolegu Knepu zelo hvaležna za njegov uvod v predavanje, namreč ker je omenil ta dva fanta. Eden naj bi bil čebelar, drugi naj bi bil kmet. Jaz mislim, da kmečko prebivalstvo, ampak ne v slabšalnem smislu, nikoli ne bo zapustilo svoje identitete, se jo bodo zavedale zaradi navezanosti na zemljo. Problem so pa ruralni, to se pravi mestni prebivalci in pa izobraženci. In zdaj je vprašanje, kako s temi delati, da bodo vse to realizirali, kar ste povedali. To se pravi, zdaj, hvala Bogu, imamo še veliko tega kmečkega prebivalstva, ki je zelo trdno zasidreno. Te nikoli ne bodo rekli, jaz sem Nemci, jaz sem Avstrijci, jaz sem Slovenec. Zaradi te povezanosti, naravne povezanosti z zemljo tudi. Hvala lepa. Morebiti bi mi dovolite, kar nekaj vprašanj sem si zapisal, spoštovani gostje, tudi sam, če dovolite, ne bom zastavil vseh, denimo o narodnih voditeljih, o katerih ste omenili, doktorica Friedel Jarc, pa tudi razdruževanje me je precej nagovorilo. Gospod Kočevar, bi pa za čisto vse, pa se nanaša na vaše izvajanje, gospod Milan Knep, o demografiji, opozorili ste na ta problem v Sloveniji. Ali, spoštovani gostje, menite, da bi morali tudi v Sloveniji, tako jasno, kot smo to včeraj slišali in je danes domala glavna novica v vseh svetovnih medijih, ko je novi ameriški predsednik Donald Trump dejal, da sta samo zgolj in samo dva spola. Bi to rešilo probleme, s katerimi se srečujemo danes in o katerih, spoštovani gostje, ste govorili, tudi o globalizaciji kot ideologiji. Prosim, pa bi rad razmišljali vsake od vas, prosim. Sam v tisti izjavi predsednika Trumpa, ko pravi, sta samo še moški in ženska, vidim dejansko mnogo več kot pa samo to vprašanje identitete spola, ampak v tem smislu, kot je gospod rekel, to bo imelo globalne spremembe na vsem, v ekonomiji, v kulturi in vsem. Sam vidim v tem, to so moje sanje, ko premišljujem etape razvoja Evrope od konca feudalizma, kako se je stvar potekala, in to mehko kulturno revolucijo, ki je gospod omenjal, ki je dosegla nekak prelomni vrh leta 1968, slutim, da je teh dobrih 50 let, te mehke kulturne evolucije, ki je bila spolna revolucija, ki je naredila iz proletariata srednji razred, zaradi česar je bila ta mehka revolucija tudi potrebna, ker je bilo potrebno ustvariti potrošnika, ker se je naenkrat toliko dobrin pojavilo, se pravi zamenjati je bilo treba kulturni model, s katerim je bilo potrebno priti na oblast. Prej je bilo mogoče z proletariatom, ki je bil globalen, vsi proletarci vseh dežel, združite se, z eno ideologijo nagovarjati delavstvo od Amerike do Sovjetske zveze. Sredi 60-ih let ta model propade, ker je dobrin dovolj,
delavske pravice niso več tako aktualne, zato potem nastane ta nova situacija neke kulturne revolucije, ko pa imamo naenkrat potrošnika. Namesto proletarca imamo potrošnika in kako potrošnika zdaj spraviti po svojo streho, da bo mene pripeljal na oblast. In zato mislim, da je šlo v tem obdobju 68 pa do včeraj za dobesedno izumljanje novih kategorij ljudi in izumljanje novih pravic za to. In da imamo zdaj vse sort manjšine in da šolski primer, povzročni primer izumljanja novih kategorij je ta LG, B, potem D, pa plus, pa I, pa A, pa plus, pa kvir in tako naprej, odprto na novo. Ne? In ideologija vključevanja. Ne? Vse te nove kategorije in nove skupine in nove pravice za vse te, za to frazo vključevanja bomo dobili pod svojo streho. In mislim, da se je ta model v vseh pogledih začel izrojevati, da nastaja reakcija. Reakcija pa ne bo na ta način, da bi šlo za mehek prehod, ampak se zgodi lahko neka zelo ozka, nacionalistična, fašistična politika. Do tega preobrata vemo, da je že prišlo. Ne? Zato mi to, kar je včeraj rekel predsednik ameriški, daje neupanje, da bo prišlo za začetek novega kulturnega modela, ki bo po moje podoben temu, kar bomo v nedeljo brali pri Maši. Ko bomo brali, kako perzijski kralj postavi Judom za guvernerja človeka, ki ga pripelje iz Babilona. Ne? Ampak temu človeku kralj Artaxerxes naroči na temelju svetega pisma, torej temeljnega vira vaše religijske, nacionalne, kulturne identitete, ti te ljudi zberi in jim povej, kdo so in na tem temelju obnovi državo. Ne? Kar pomeni, da je tujec, ki je bil vladar nad Palestino, zagotovil Judom kulturno, politično in versko avtonomijo. In jaz upam, da bo v tem smislu se to zgodilo vnaprej in da bomo lahko korigirali in odpravili celo vrsto teh nesmislov, ki so se pojavili po kulturni revoluciji. Hvala lepa. Prosim, dr. Vanja Kočevar. No, zdaj, če se prav spomnim, je bilo vprašanje o demografiji. Zdaj, to bi jaz samo, verjetno sem zadnji, ki mu pritiče, da bi na to temo modroval, ker pri svojih rosnih 38 svojih otrok še nimam, ampak recimo, da statistike moji grehi ne zanimajo. Tu sem se spomnil na en primer dobre prakse iz Gruzije, namreč v Gruziji je patriarh Gruzijske pravoslavne cerkve v 90-ih letih, ko je ta država po razpadu Sovjetske zveze in tako naprej imela hude demografske težave, začel z neko kampanjo in sicer krstil je vsakega tretjega rojenca poročenih parov v Gruzijski pravoslavni cerkvi. Statistične podatke sem pozabil, ker je že nekaj let, kar sem to bral, ampak dejansko je ta kampanja patriarha Gruzijske pravoslavne cerkve dejansko vplivala na pozitivnejše demografske kazalce v tej državi. Tako da neka skupnost, ki drži skupaj, ima možnosti, da premosti tudi te težave. No? To bi dodal. Hvala. Super, hvala lepa. Upamo, da tudi v Sloveniji znajdemo kakšen takšen model v prihodnje, pa relativno zelo v kratkem času, prosim. Morda, če dovolite, bi se odzvala na seveda še vprašanje gospe Vlaste Toležal-Rus, glede tega, kako intelektualce pritegniti nazaj v slovenstvo. Moram priznati, da sem kot študentka seveda vedno poslušala, imeli smo na filozofiji ogromno predavanj, večinoma z področja marksizma in zgodovine marksizma, in vedno znova je bilo izpostavljeno strani profesora, ki je bil takrat tudi šef univerzitetnega CKZK Slovenije. Treba si je zapomniti, revolucija je končana, začenja se pohod skozi inštitucije.
In seveda te njegove sintagme, ki jo je znova in znova ponavljal, v imenu frankfurtske marksistične šole, seveda takrat sploh nisem razumela, kako se to izvaja. No, danes smo priče, bi rekla, da danes lahko govorimo o stavku. Revolucija je končana, pohod skozi inštitucije je tudi končan. Žal, seveda je res tako, da je že pred časom sem poslušala, ko so se pogovarjali univerzitetni profesori, da tudi kamorkoli v Ameriki greš, da je pravilo, da je pač akademska sfera mora biti leva. Skratka, prišli smo do take skrajnosti, da obstaja predsodek, da akademska sfera pritiče avtomatsko leva politična opcija, ker je ta napredna, ker je ta seveda nekaj, kar prinaša novo, medtem ko je desna vedno vezana na staro, to, kar je preživeto in tako dalje. In zato sem načrtno izpostavila, da je treba to distinkcijo mladi in stari, levo in desno, končno seveda zaobiti, če hočemo sploh kakorkoli napredovati. Povem naj morda en paradoks, ki se bo moral vendarle nanašati tudi na slovenske intelektualce oziroma akademsko srednjo. Ko sem bila nekaj časa v politiki, in tudi kasneje, ko se je zamenjala politična oblast in so seveda novi predstavniki izrazito poudarjali multikulturalizem, sem jih vprašala, pa se vi svojo lastno vejo žagate? Vi ste slovenski politiki v slovenskem parlamentu, verjemite mi, da vas zagotovo ne bodo volili, ker mislite, da se lahko narod nadomesti z novimi in novimi in novimi migranti. Ampak ti novi migranti zagotovo ne bodo volili vas kot politikov, ko bodo neko kritično maso in moč dosegli. In povsem enako se bo zgodilo tudi slovenski akademski sferi, da seveda jih bodo nadomeščali drugačni in iz drugih kulturnih okolij intelektualci, ki bodo prihajali. Mogoče samo en vzorec. Sam sem kot model, kako dobiti neko rešitev, vračam v prva obdobja krščanstva in se sprašujem, kdo je postavil koncile, kdo je postavil nauk cerkve, vse to, na čemer danes stoji, in ugotovimo, da so bile to ene 3-4 velike teološko-filozofske šole. Aleksandrija, po Platonu, in tam se Klemen Aleksandrijski sebe imenuje krščanski filozof. In Gorazd Kosjančič je eden teh, ki sebe predstavi kot krščanski filozof. Se pravi, bilo je v Kapadociji, v Carigradu, v Antiohiji, v Aleksandriji in Jeruzalemu, je bilo nekaj teh središč, kjer so se zbrali najbolj nadarjeni duhovi tistega časa, čeprav je bila država rimska, politika je bila druga, bil je čas preganjan, ampak kljub temu v teh jedrih se je zbirala neka duhovna in intelektualna elita. Zato se mi zdi, da bi tisto, o čemer jaz sanjam, kjer bi znova prišlo do povezave med evangeljskimi koreninami in filozofijo, tako kot je bilo v tistem obdobju, kjer to ni šlo vzporedno, kot gre tudi danes, recimo na vseh teoloških fakultetah, imamo študij teologije, študij filozofije, študij biblikuma, čist razsvetljensko razsekano, neke paralele, popolnoma drug model je bil pa takrat, ko so nastali in iz česar mi danes pravzaprav živimo. Zato tudi Logos prevaja filozofska dela in dela cerkvenih očetov prav iz tega obdobja, da bi dojeli, kako pomembno je, da je to enovit proces, da teologija in filozofija nista dve usporedni stvari, ampak da je to enovit proces, ki sega v Božje in v racijo. Spoštovani gostje, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, doktor Vanja Kožar in gospod Ivan Knep, iskrena hvala za vaše izvajanje, spoštovani gostje. Še kakšno vprašanje?
ker mislim, da se bomo potem še nekoliko podružili v preddverju in bo lahko možnosti za vprašanje še več. Prosim. Hvala. Franc Marek. No, ta debata spominja na te zapise Viktorja Frankla o bivanjski praznoti. In sicer on razlaga, da manj ko bo fizične aktivnosti, manj bo pač tudi imel možnost, da človeka podobno kot pri živali še vodi kakšen nagon. In iz tega že lahko vidimo te strašne izume novih in novih spolov, kar je seveda velika bedarija, ker dva spola je temeljna zakonitost narave. Najbrž še življenje obstaja kje drugje v vesolju, verjetno obstaja mnogo kje še je podobna zakonitost. No, drugi vzrok je potem navajal, da bolj, ko se bodo krušile stara izročila, tradicije, pač tudi vira, zapovedi, bolj bo človek padal v to tako imenovano bivanjsko praznoto, ko sam ne bo vedel niti to, kaj si v resnici sploh želi početi. Dejstvo tu seveda je, da, če bi šli malo bolj analizirati zadnja desetletja ali pa celo stoletja, da smo se bolj malo učili, to, kar recimo Frank zelo zagovarjam, poudarja, kako prisluhniti svoji vesti. Se pravi, bilo je obdobje totalitarizmov, strašne volje do moči, velikih nekih nakopičenih energij. Potem, zdaj gremo pa očitno v eno drugo nihanje, ko se ko imamo pa na drugi strani ogromno poplavo raznih medijskih možnosti, in seveda nič več nobenih trdnih temeljev, nič več fizične aktivnosti in s tem zdravega duha v zdravem telesu. No, in on je pač ta pojav in napovedoval za to obdobje, tako imenovano bivanjsko praznoto. Rešitev iz nje pa nekako nakazoval v tem, da se človek nauči iskati smisel, imenoval je ta svoj nauk nekako volja do smisla. To pa nekje pomeni, da čeprav duše mnogi razlagajo, da jo ni, da se ne da videti, ne, pa obstaja, da torej se človek nauči prisluhniti svoji vesti in odkrivati smisel, ki pa seveda se spreminja od človeka do človeka iz trenutka v trenutek. Hvala lepa. Mora biti kakšna zaključna misel, spoštovani gostje, na pravkar slišano. Doktorica Friedrich Jarc. Ja, seveda Franklova misel o volji do smisla in seveda je izkušnja človeka, ki je preživel najhujše gorje, seveda koncentracijsko taborišče, kot vemo. V bistvu je vedno problematično to, da se človeštvo ne zna biti hvaležno na nek način, ko prebiva v sorazmernem miru, lagodju, ampak se tega smisla zave in ove šele potem, ko izkuši si skrajno trpljenje ali pa skrajnost. In morda bi tudi na ta način morali danes nagovarjati mlade, da ne potrebujemo teh skrajnih situacij, hude izkušnje, zato da postanemo dvojina drug drugemu. Da razvijemo ta odnos med jaz in ti, odnos, ki ga jaz namesto ničejanske volje do moči pogosto imenujem volja do ljubezni. Tole, kar je gospod omenil, glede fizične aktivnosti, se mi zdi zelo bistveno. Ni naključje, da so vsi stari redovi imeli v dnevnem redu 8 ur manualnega dela. Da vsak menih moral poleg molitve fizično delati. Zato tudi jaz, ko spovedujem, ko
začutim, da je nekje se oseba ne znajde, ga najprej vprašam, ali skrbi za svojo fizično rekreacijo. Ker od teh mobitelih, ki toliko preživijo, je velik del mladih popolnoma fizično neaktiven, na drugi strani pa točno vidimo, da tisti procent mladih, ki je fizično aktiven, tudi se dobro uči. Zato je ta vidik fizične aktivnosti zelo, zelo usoden. Iskrena hvala, spoštovani gosti. Nekako smo boljši čas sedaj zunaj oziroma v dvorani še kaj poklepetati z vami. Tako da iskrena hvala tako v imenu civilne iniciative Prebudimo Slovenije, kot tudi Slovenske matice. Iskrena hvala, da smo lahko gostovali pri vas in upam, da se bo tudi takšne gostovanje in takšna srečanja zgodila ne enkrat, ampak večkrat na leto. Hvala lepa in lep večer. Hvala vsem, ki ste prišli.